O finančni krizi kot triumfu socializma, komentar dneva, Rado Pezdir. Hvala. Prosim. Potem, ko sta socialistična režima Clintona in Busha z odsotnostjo ustrezne pravne regulacije skupaj z Greenspanovo politiko poceni denarja pripeljala do prve resne krize, ki jo čuti postkomunistična Slovenija, je precej nenavadno prišlo do vsesplošnega idejnega triumfa antikapitalizma. Z oznanjanjem, da je trg mrtev, da je jasno, da lahko edina država regulira gospodarstvo in da je kapitalizem naletel na svoj berlinski zid, so svojo histerijo na kratko zadovoljili zgodovinski relikti in profeti groze. Zdaj, ko je ta triumf skoraj da že mimo, pa se lahko verjetno začnemo o reševanju krize pogovarjati tudi na bolj pragmatičen način. Poleg ukrepov, ki zahtevajo zaščito pozitivnih eksternalij, lahko pričakujemo korekcijo zakonodajnega okvira in špekulativnih balončkov na finančnih trgih. Slednjega bi morali biti veseli vsi tisti, ki jim sedaj, denimo nepremičninski trg, davi družinski proračun. Še več, če bomo za spodbujanje potrošnje in investicij oziroma gospodarske rasti doživeli znižanje davčnih stopenj, lahko pričakujemo tudi dolgoročni pozitivni učinek na zaposlenost. Kar pa je najbolj spodbudno, pa je to, da je ob racionalizaciji stroškov kriza idealen trenutek za končno racionalizacijo najrazličnejših izdatkov za zdravstvo in rezanje parazitov z proračunskih jasli. Zato sta na tem mestu samo dve možnosti. Da nadaljujemo s histerično debato o triumfu socializma in po državi začnemo ustanavljati kolhoze, ali pa da se kapitalizem in pravno državo skupaj zaščito posameznika po tej lekciji prvič začne jemati zelo resno.